Še enkrat lepo pozdravljeni, posebej pa lepo pozdravljen današnji gost, Tadej Golob, pisatelj, avtor zaenkrat 5 romanov, če se ne motim. Za svoj prvenec je dobil največjo nagrado za roman v Sloveniji Kresnika. Zatem je sledil še en roman z naslovom Ali Boma je, v katerem je glavni junak pisatelj Boxer. To je tudi eden izmed razlogov, da je tudi Golob danes naš gost. Lani pa, kot najbrž veste, je objavil svoj 3. roman za odrasle, roman Jezero, kriminalko, ki je eden najuspešnejših slovenskih romanov sploh, sicer pa Tadej Golob, moj kolega novinar, v preteklosti urednik nekaj revij, avtor številnih zanimivih intervjujev, tudi avtor mnogih biografij športnikov in drugih znanih Slovencev, in tudi to je eden izmed razlogov, da je Tadej danes gost. Sicer pa upam, da vam je bil ta črno-bel film o Oli Makiju všeč, da se strinjate z mano, da takoj pozabiš, da je film črno-bel, da takoj vidiš neke prednosti, da si mogoče celo zaželiš filmov črno-belih iz tega nekega obdobja, kot je dogajanje v filmu leto 62. Kot sem omenila, Tadej, med drugim ste tudi alpinist in amaterski boksar. Oziroma za namen knjige ste leto in pol približno se ukvarjali z boksom. Mogoče eno tako pojasnilo za začetek, kaj se je pravzaprav zgodilo v tem dvoboju, v tem dvoboju, ki smo ga videli na koncu filma, zakaj se je tako hitro končal, kaj je pravzaprav bilo narobe z Olijem Makijem? Lep pozdrav. Zgodilo se je tisto, kar se v realnem življenju zgodi. Če gledamo te pravljice Rockyja Balboe, ki jih jaz zelo rad gledam, tam se konča drugače. V realnem življenju se pa Oli Maki srečal z mnogo boljšim nasprotnikom, izven njegove lige, kot rečejo Američani. Pa seveda še tisto hujšanje, ki ga je režiser pokazal v detajle, ti spusti posledice. Se spomnim dvoboja Roberto Duran in Ray Sugar Leonard, znamenitega dvoboja, ki se je končal zelo podobno, kot se je ta z Olijem Makijem, s tem, da Duran ni bil kapiran, samo obrnil se je od nasprotnika in rekel dosma. Pač preprosto telo ne zdrži tistega hujšanja, kot si ga Oli Maki privoščil. Pa seveda, jaz recimo, ker sem se upisal v boksarski klub, zato da bi znal boksarki napisati, sem hitro videl, da te naše predstave o tem, da požrtvovanost, pa žilavost, pa volja, pa vse se da, če se hoče, da to pač na neki točki odpovede. Da ni dovolj no fear, pa podobno, da je treba nekatere stvari znati. No, pa tudi to neko ozadje, ki ga ta film zelo lepo prikaže v detajlih, smo v 60-ih letih, nekako bi si skoraj predstavljali, da to, kar vidimo, je pa bolj značilno za današnji čas. Te neki pritiski sponzorjev, pritiski medijev, potem ta igrica z različnimi kategorijami in tem posledičnim hujšanjem. Ja, seveda, ta film je nekaj vrste napoved tega, kar zdaj živimo. Saj ni samo v športu to udinjanje sponzorjem, pa vplivnim ljudem s denarjem. Mene je zabavalo to, ko je v Slovenijo prišel prejšnji direktor Frankfurtskega sejma in se je zgodilo podobno večerje. Če bi posneli pisatelje in urednike in založnike, ki so sedeli za to mizo, bi izgledali podobno, kot je to za Olijem Makijem. Zato so mi ti filmi športni všeč, ker v nek način so metafora za vse, kar gledam. Tadej, vi ste napisali nekaj biografij športnikov, poznate šport, poznate alpinizem. Je v slovenskem prostoru mogoče kakšen tak trenutek ali pa morda kakšna oseba, kot je bil na Finskem Oli Maki, ki bi
si zaslužil, ki bi lahko nekako podobno deloval na filmu, ki bi si zaslužil film? Zdaj, ko sem vprašala, sem se spomnil Frančka Kneza, to je bil en legendarnih slovenskih alpinistov, ki je, mislim, da letos se je umrl čisto po nesreči. Lani je bilo lani. Ja, pred kratkim, skratka. On je bil po fizionomiji tudi zelo podobno, Oliju Makiju, ampak on je bil dejansko svetovni razred, ampak zakaj sem se spomnil tudi nam poleg tega, da mu je bil podoben, ker je umrl zelo na nek tak banalen način. On je preplezal vse, kar se je dal na tem svetu človeško preplezati, soliral je, se pravi, plezal brez varovanja. Potem je pa umrl, ker je doma nabiral zemljo za skalnjak, tako on se je ukvarjal s tem, da je gojil te rože pa skale in to. In je tisto zemljo nabiral v nekem pečevju, ker je bila po njegovem mnenju tam boljša in so ga našli spolvreče te zemlje na tleh. Nam sem se spomnil po tem vprašanju. Jaz sem seveda, to se je pač končalo žalostno z Olijem Makijem. Ja, Olij Makij je v bistvu, kot že film nekako nakazuje, iskal v življenju tudi druge stvari. Tako da veliko kritikov o tem filmu Najsrečnejši dan Olija Makija pravi, da to sploh ni film o boksu, da je to antibokserski film, da je to film o ljubezni, o drugih stvarih, ki štejejo v življenju. Vse nikoli niso samo v boksu, recimo v športih, nekaj to bi bilo preveč dolgočasno, zato imamo pač neposredne prenose teh športnih tekmovanj. Na vse te športne stvari se obesijo, pa kako ne rečem, vsi govorijo o širše so zastavljeni, jasno. Ampak jaz mislim, da to je bokserski film, vse ima vse značilnosti. Edin ta katarza na koncu je nečkim pokvarjen. Ko sem ga prvič gledal, kljub temu, da sem vedel, da bo drugačen, sem kar obsedel tam, a to je zdaj to, tako kot tistih 30,000 tam v Helsinkih, ki so prišli na to tekmo. Tako da ne čakal sem, da bo Olij Makij vstal in na koncu nekako zmagal. Pa se je izgubil na nek tak način, da bomo vsi zadovoljni. Pa rediš izgubil. Ta katarza se v resničnem življenju v bistvu še kar nadaljuje. Opozorila sem vas prej na začetku na ta par, ki se bo pokazal ob vodi. Najprej ste opazili potem ta par in ga tudi identificirali, kdo sta. To sta resnični Olij Makij in njegova žena Ralija. Tako da to je en tak zelo lep detalj, ki si ga je pač ta mladi režiser zamislil za konec filma. Zdaj jaz sem malo pogledala, kaj se v resničnem življenju tudi, kaj se dogaja z Olijem Makijem in z ženo njegovo. Zelo sta še živa. Tudi sta zelo sodelovala pri promociji tega filma, vsej na Finskem. Če boste pogledali na splet, je neskončno fotografij, kjer sta skupaj z režiserjem Juho Kosmanenom in zgleda, da je pri promociji zelo pomagal tudi znameniti Aki Kaurismäki. Pa tudi sicer je Olij Makij nadaljevanje svojega življenja posvetil boksu. Poraz na tej tekmi ni bil odločilen v njegovi karieri. Pa mogoče, tedaj, če vseeno ostaneva pri žanru bokserskih filmov, gre prav za nek tak podžanr, oziroma mogoče bi celo lahko rekli žanr, ki ima neke take tipične značilnosti, nekaj si jih že omenil. V bistvu gre za pravljice. Pač junak, ki se spopada z mnogo močnejšim nasprotnikom, in zdaj seveda mi vsi pričakujemo srečen konc in vprašanje samo, kako bomo prišli do tega srečnega konca. V bistvu vsi bokserski filmi, kar sem jih jaz gledal, od Pepelke, Cinderella Man, pa tudi Raging Bull, dobro, temečkem drugačno, pa že omenjenih Rocky 1, 2 do 7, pač govorijo to zgodbo.
Seveda se mi vsi poistovetimo s tem glavnim junakom, ki navzven nima nobene možnosti, na koncu mu pa uspe. Zdaj se tudi Oli Makija na nek način, tako kot si omenila prej, je uspelo. Jaz nisem vedel, da je potem on ostal boksom, ampak rešitev recimo za to, da vztrajaš v neki stvari, ki ima navzven toliko neprijetnosti ali pa toliko grdih stvari, kot se je recimo na boksu obesno v tem filmu, je tu, da imaš to stvar pač zelo rad. In potem, če ti to uspe, in zdaj seveda govorim na nek način o alpinizmu, če ti to uspe, potem v bistvu štejo samo zmage, samo tisto, kar ti uspe, ne pa tisto, kar ti ne uspe. Tako da, in to se mi zdi ena rešitev tudi za šport nasploh. Je pa še ena značilnost tega filma, vse jaz bi tako rekla, razen tega, da je zelo poetičen, skoraj tak idiličen film, je tudi zelo, zelo duhovit. Gre pa za en čist poseben način humorja, rečemo kar finski humor, ki ga poznamo tudi iz literature. Ja, jaz sem že zdavnaj rekel, da ne bom bral knjig in ne bom gledal filmov, ki ne premorejo vsaj ščepca humorja. Mislim, da se Slovenci morali učiti od Fincev. Jaz sem užival v tem filmu ravno zaradi tega, niti ne to zelo prikritega humorja. Nemci bi rekli šmalnipih skozi obene. Recimo meni skozi film je postal strašno simpatičen ta lik tega menedžerja, ker na začetku zgleda ena taka precej odurna človeška kreatura, potem pa nekako ti prirase k srcu in kaj zvem, no, meni se je on najbolj smilil, ne še bolj kot Oli Makija. Se mi zdi, da je bil bolj nesrečen, pa samo, vsi smo toliko stari, da se spomnimo teh avtomobilosti na začetku, ko kaže, kako ga ne more vžgati. Vsi smo polivali, da je avto, kar ni vžgal, recimo jaz dan zjutraj skorno. Take stvari, lušni detajli, ki naredijo film, nisem tista glavna ideja, in isto je za literaturo. Ni fora v neki ideji, zamisli, veličastne, ki si jo doma se spomnim, ampak kako to izpeli. In vsi ti dialogi in take stvari imam jaz rad pri filmu. Meni je mogoče nekaj najbolj zabavnega, kar sem v zadnjem času videla, ta uvod v film, te pogovori v cerkvi, ko se pogovarjajo o teh bokserskih kategorijah. Pogovori, ki pa seveda ženska racionalnih ustav. Tadej mogoče samo malo v teh bokserskih kategorijah. Jaz jih niti ne poznam, moram reči. Jaz sam vem, da imam narejeni velitersko kategorijo, ker to je ta Dejana Zavca, ki se nekako moč izenači s hitrostjo in je tisto najbolj atraktivno. Drugače pa teh kategorij kar nekaj imajo zelo ta hecna imena, ta neka mušja, pelesna. Ja, in to so res, ti bokseri so res taki drobiški, ampak vse ne bi šel z njimi. Je pa hec pri tem hujšenju, se je v bistvu to shujšalo po nekaj kilogramov tam pred tekmo. Seveda to ne gre za neko moščevje, ki ga itak nimajo in trudijo se, da ne bi šlo za mišice, v bistvu gre za dehidracijo. To tudi poznam iz alpinizma, ko recimo pred kakšnim vzponom, pa po njem razlika je tudi po 5-6 kil, ampak gre samo za vodo, nič drugega. Vi ste napisali kar nekaj knjig o naših vrhunskih športnikih. Je razlika, zdaj tukaj tudi gledamo pač portret nekega športnika, ki pa je svoj vrhunec doživel pred 55 leti. Je kakšna razlika pisanje o nekom, ki je pravkar zaključil kariero ali pa ki je na vrhuncu svoje kariere, ali pa recimo pisati o nekom, kot je Oli Makija? Jaz lahko primerjam recimo Petra Vilfana in Gorana Dragića. Prvi, ko so delali na biografijo, je že vse 10, če ne 15 let bil upokojen športnik. Drugi je bil sredi karijere, to je bilo leta 2015 pri Goranu Dragiću. In razlika mogoče ni v tem, ampak razlika je v tem, kako zna kdo pripovedovati. To
za tistega kronista, tistega, ki piše ta portret najbolj pomembno. Ne. In kar se tega tiče, je bil Gilfan seveda fantastičen. On ima izjemen spomin, zelo dobro zna govoriti in on se je spomnil dialogov, ki jih je imel z nekaterimi ljudmi spred 20 let, ne, in to v originalnih jezikih, o katerih se je pogovarjal. Zdaj, Goran je bil čisto drugačen fant. On je meni en stav povedal, pa sej boš ti že naprej. Zdaj, seveda, ne, jaz poskušam ljudem, s katerimi pač delam te biografije, razložiti, da nič, če se ravno ne bi izgovorili, jaz ne morem napisati. Ne. Ker se pozna. Jaz sem delal z Mileno Zupančičevo in zdaj sva končala, bo v kratkem prišla ta biografija ven. In mislim, da sem 2 ali 3 stavke dopisal v knjigi, ki ima 500 000 znakov. In ona je bila sicer zelo liberalna, ker vse je pustila, razen pač popravljala je, če ni kaj naravne faktografije držal, ampak tiste 2 stavke je pa opazila, kar je zanimivo. Ne? In seveda, kdaj tudi recimo, ko berem te biografije, ki sem jih napisal, sicer ne berem svojih knjig, ampak pač moram opazim stavke, ki sem jih nekako z neba jaz potegnil, pa niso bili od tistega človeka. Ja, drugače ne dihajo. No, mogoče ta vaša knjiga z Mileno Zupančič bo išla čez mesec in pol. Mislim, da bo predstavitev knjige prav tukaj v Kinodvoru in takrat bo tudi priložnost ob tem, da pač spoznamo knjigo, tudi za ponovno gled filma Vsaka dobra zgodba in ljubezenska zgodba. Ja, mislim, da 16. aprila, tako da če imate čas, ste ljudno vabljeni samo. Tadej, ampak tudi sicer se v svojem življenju zadnje čase srečujete tudi s filmom. Vaši romani nekako se boste najbolj strinjali, ko jih beremo, nekako kar vidimo v zadnjo filmske scenarije, no in zdaj pa res pripravljate film Nadaljevanko. Ja, jaz prvi roman, ki sem ga napisal, Svinjske nogice, takrat nisem razmišljal o filmu, ne, kar se tudi vidi v knjigi, ker je polna nekih notranjih monologov, ki jih je seveda težko spraviti na film. Sebastian Camaca, vem, me je takrat poklical, da bi se on lotil tega, vsaj kot ti se kar daje, ampak potem tistega nič ni bilo, ne, in niti ne zamerim, ne. Recimo, Ali bomo jaz sem pa že pisal, zmislil na film, nekako sem imel v glavi film in se mi zdi, da bi bil tak lušten boksarski film, predvsej v slogu tega najsrečnejšega dne Olija Makija. To jezero, to pa največ, da zelo bo doživelo filmsko uprizoritev, ali pa vsaj televizijsko. S TV Slovenija smo podpisali pogodbo za 6-delno serijo, ki naj bi se začela snemati decembra letos. Scenariji v grobem so, vsaj na ravni teh prizorov, scen, zdaj jih moramo pa še dokončati. Glavne igralce tudi že imate lahko kaj? Ne, nimamo nič. O tem sta mi režiserja, ki sodelujeta pri pisanju scenarija, prepovedala sploh razmišljati, ker jaz sem takoj seveda hotel določiti ljudi. No, mogoče, če se vrnemo k temu romanu Ali bomo je, nimamo Slovenci prav veliko filmov, v katerih bi nastopali boksarji, kakšnega pa vendarle? Imamo. Ja, jaz imam asociacijo na enega samega in to je Nasvidenje v naslednji vojni, kjer je glavni lik Ja, Vitomil Zupan, ampak jaz sem ta film gledal že precej nazaj, pa se ne spomnim, tam so prizori boksarskega. Ja, ne prav zelo, no, veliko več je drugih, ampak recimo ta pisatelj je tudi boksar. Ja. Jaz vem, da je Camaca nastopal v enem filmu. A so bile muke po Mateju? Ja. Jaz sem z njim govoril, ko sem delal enkrat intervju in mi je prav okrog tega filma mi je povedal eno zanimivo zgodbo. On je seveda bil amaterski boksar, Boris Camaca, ko je bil še v Italiji, v Milanu. In potem so za ta film najeli evropskega prvaka, mislim, da bo bilo ime Željko Prebek. In Boris je bil precej pogumen pri snemanju tega filma in je tega Prebeka enkrat precej mahnil. Končalo se je tako, da je Boris prestal v bolnišnici v Zadru,
kjer niso znali ugotoviti, kaj mu je, na koncu se je izkazalo, da ima, to mi je pa povedal, ne bom se spomnil, v glavnem, da ima jetra sfaširana v kašo. Ne. In če ga takrat ne bi prestavili v Ljubljano, v klinični center, bi verjetno umrl tam. Ne. Najprej sem mislil, da je zlatenica, pa ne vem, meni Boris povedal, da so snemali nek prizor ob enem, na nekem pokopališču, ko je njega zvilo in je padel skupaj in tam zastokal in je ena glavna igralka rekla, ti si se pa res uživel. Ne. V glavnem se je pa srečno končalo, ampak to je nek poduh, ki sem ga tudi jaz izvlekel z 1 leta in pol mojega boksanja, da je boljš se ne imeti nekih, ne si domišljati, da znaš. Ne. Jaz sem bil na eni tej pisateljski turneji po Srbiji, kjer smo šli po teh slovenskih društvih od Beograda pa Novi Sad, končali smo v Rumi in predsednik tega slovensko-srbskega društva v Rumi je bivši bokser. Ne. Tako imajo eno tako improvizirano telovadnico, od spod je ring, od zgor so prostori društva in on, ki je zvedel, da sem jaz pač nekaj malega boksa, me na vsak način hotel zvleči v tisti ring. Ne. Pol leta prej bi šel, takrat sem bil pa že tako pameten, da sem odklonil to prijazno povabilo. Ne. Če ne bi zdaj sedel tu bolj škrbast, kot sem. No, tudi Oli Maki je nekako te vrste bokser bil. V filmu je en tak zelo simpatičen moment na novinarski konferenci, ko reče, če me bo pa premagal Davy Moore, me bo pa vsej premagal nekdo, ki je zelo dober. Ne? Ja. In en grozljiv pogled od svojega trenerja pokasira. Tak mečke na Dejana Zavca spominja, tak prijazen bokser. Zdaj pa mogoče je beseda vaša v filmu, mogoče kakšno vprašanje za Tadeja? A je med nami mogoče kakšen bokser ali pa boksarka? A je kdo? Mogoče samo to, no, še v filmu, pač ta nasprotnik Olija Makija, Davy Moore je bil pa druge vrste športnik, pač res profesionalec iz Združenih držav Amerike in po tem dvoboju je imel še nekaj zelo uspešnih dvobojev. Leto pozneje, mislim, da leta 1963, pa je po enem dvoboju, ki ga je izgubil, v oblačilnici se v nesvestu padel v komo in potem tudi kmalu umrl. Zdaj o njem ni kakšnega igranega filma, je dokumentarni film, je pa mogoče kdo to pozna, Bob Dylan je že v 60-ih letih napisal pesem o njem, Kdo je ubil Davya Moora. Se mi zdi pa zanimivo, no, da je njegova mama, ki je še vedno živa, prav lani v domačem kraju mu postavila spomenik in nekako ob tem je bil tudi en dogodek, nihče ni ubil Davya Moora, pač en tak spravni dogodek, v katerem je tako nekako tudi nasprotnik njegov bil končno opran te krivde. Tadej, mogoče razen tega vsega, kar si povedal, da si nekako dokončal biografijo o Mileni Zupančič, da si v sredi pisanja scenarija za nadaljevanko Jezero, kako pa je z drugim delom te kriminalke, ki jo najbrž mnogi zelo težko čakamo? Jaz sem hotel to nadaljevanje napisati že lani, da bi išla pred lanskim knjižnim sejmom, pa mi je založnik rekel, da bi na nek način kanibalizirala prejšnje, ne, da ljudje ne pridejo s tognarja na sejem, da bi kupili oba dela. In pa napisal sem prvih 5 poglavij, pa pol pustil to zadevo, ker sem imel veliko dela s to biografijo Milene Zupančič, pa še za eno knjigo, ko bo išla v bistvu pred to biografijo. Gre za zgodbo Alenke Bratušek, mislim, da 21. marca pride ven. Zdaj, po tem Jezeru, ne, so me začeli klicati ljudje v bistvu, da bi imeli te biografije in seveda, ker moram tudi jesti, ne,
sem na večino rekel ja, tako da zdaj pišem tudi o Petru Čeferinu, ampak naslednji teden se bom pa lotil dejansko nadaljevanja tega jezera. No. To sicer govorim že od 1. januarja naprej, ampak zdaj pa resno. Se pravi, imamo kar srečo, da vas imamo danes tukaj. Ja, zgodilo se mi je, prišlo je neko obdobje v življenju, ko brez tega rokovnika nekako ne se izgubim. No. Prej se mi to ni dogajalo. Ne. Ampak to je po svoje vredo. Mogoče zdaj še kakšno mnenje, kakšna beseda, kakšna roka? Ja, izvolite. Kako napišete naročeno biografijo, to me zelo zanima. V bistvu so bile bolj ali manj vse naročene. Ne. Postopek je posod enak, ne. Diktafon pa pogovori. To in zdaj seveda, recimo s Petrom Vilfanom, to je bila moja prva, je bilo fino zato, ker je znal zelo artikulirano pripovedovati, ima odličen spomin, jaz sem bil pa takrat precej nov, ne. Mislim, moja prva biografija je bila in je kar trajala eno leto in pol, 2 leti, celo se mi zdi, da sem nekako to napisal, danes bi šlo precej hitreje, ne. Ampak problem je tudi tak, da potem z leti postane zahtevnejši do samega sebe, ne, in se ti ta nekak kronološka biografija, zdaj sem se porodil oziroma rodila, pa potem sem šla v osnovno šolo, se ti nekako upre, ne. In začneš razmišljati drugače, tako da recimo pri Mileniji je bilo, je trajalo pol leta, preden sem jaz nekako zavohal koncept, ne. In se mi zdi, da je lepo nastalo, ne. Pa so pa še nekatere druge stvari, recimo pri Petru Čeferinu poklical me je njegov sin Aleksander, češ da bo oče imel junija 80 let in bi mu pač kupil to biografijo. Če bi jaz lahko to naredil, da on ne bi vedel, ne. To ne gre, ne. Mislim, že itak je ta rok toliko kratek, da midva se dobiva od novega leta in jaz sem včeraj uspel poslati prvo nedokončano poglavje, ne, da človek ve, da nekaj delam, ne. Imam pa pol recimo za naslednje, potem prideš, recimo jesen sem dogovorjen z Božom Dimnikom, s tem predsednikom Društva slovensko-hrvaškega prijateljstva, ki ima hrvaško odlikovanje za osamosvojitev, slovenskega mu pa ne damo, ne. Potem je pa klical še en gospodarstvenik iz Velenja za naslednje leto, da bi tudi, ko ima 60 let, pa bo firmo predal sinu, da bi tudi imel. In hec je v tem, da lepo je to, da pri vsaki biografiji je moja avtorska postavka za avtorsko polo višja, ne. Čakam, da bi rekli ne, pa še kar, ja, v redu. Ja, ti, sami, ja, sami. Tako da imate pred sabo, mislim, najverjetno priložnost imate videti človeka, ki dejansko živi od pisanja. Mogoče še kakšno mnenje, še kakšna misel. Sicer bi pa jaz zaključila, ker nas sonce vabi zunaj. Se mi zdi, da smo vsaj po mojem mnenju videli enega najlepših filmov našega Abonmaja. En tak zelo human film, kar se mi zdi, da je sploh značilnost finskih avtorjev vseh. Tako mislim, da je taka lepa popotnica v dan. Vidimo se pa spet čez 14 dni, tokrat pa bomo gledali en spet zelo zanimiv film, edini dokumentarni film v Abonmaju, film o Beatlih. In če mislite, da ste videli že vse filme o Beatlih in da v njih že vse veste, potem boste ob ogledu tega filma presenečeni. Hvala lepa, Tadej.